Zdravo! Midva se pa že poznava. Jaz sem Ksenija in tole je že tretji trik v sklopu 7 trikov, kako hitreje do znanja angleščine. To so taki top mini nasveti, preizkušeni v moji dolgoletni praksi, kaj res pomaga, da se hitreje in lažje zapomniš nove angleške besede. Poglej, kadarkoli se pri angleščini učiš v šoli nekaj, kar imaš tudi doma. Torej, da imaš to bodisi kot predmete okoli sebe, bodisi oblačila v omari, bodisi opremo v kopalnici, lahko izkoristiš prednost domačega okolja, zato da se mimogrede zapomniš besede, ker jih vidiš večkrat. Kako jih vidim večkrat? Kje pa so? Napišeš jih na listke in listke nalepiš po stanovanju. Ne uporabi sekundnega lepila, prosim. Poišči si ali lepilni trak ali samolepilne listke. To so, veš, ti, valjda. Poznaš, trgaš in ima na eni strani že malo lepila, ampak to ne pušča nobenih sledi na omari. Ali pa pač navaden listek, napišeš besedo in potem prilepiš na pohištvo, na stvari, ki jih spoznavate. Evo, da ti pokažem. Recimo, jaz sem napisala že kar vnaprej a desk. A vidiš? Torej, a desk, mogoče to že poznaš, pisalna miza. In lepo nalepim na pisalno mizo. In nalepim vedno na takšno mesto, kjer bom ta listek zagotovo večkrat videla. In ko bom pogledala listek, bom rekla, saj res, it's a desk. A desk. In potem za hip zaprem oči in poskusim, če vidim pred sabo v mislih besedo a desk napisano. A ti jo? Ti še enkrat pokažem. Poglej. A desk. Kako so že črke? Moja miza in na njej piše D-E-S-K. Okej, cool. A desk. Znam. Greva dalje. Kaj bi recimo še lahko? Polica oziroma 2 polici. Napisala sem a shelf oziroma 2 polici. 2 shelves. Vidiš? Tako. In nalepim tukaj. Nalepi na tako mesto, da zares vidiš. Potem recimo stol. Sva rekla, če nimaš samolepilnih lističev, ni problema. Vzemi si kar lepo. Takole. Na stol nalepiš a chair. C-H-A-I-R. A chair. In ko se naslednjič usedeš na stol, najprej ponovi. This is a chair. To je tak mini trik. In na ta način lahko seveda uporabiš tudi za glagole. Torej za besede, ki povedo, kaj kdo dela. Recimo za kuhinjo lahko poimenuješ cel prostor, pa na vrat od kuhinje napišeš a kitchen, ali pa ne vem, nekam na ploščice na veliko napišeš a kitchen, ali pa zraven pri štedilniku napišeš cook on a cooker. Kuhamo na štedilniku, oziroma kuhati na štedilniku. Na ta način lahko malo popestriš svoje učenje, vključiš gibanje, ustvarjalnost, ker je dokazano, da se tako najhitreje in najbolje učimo. Tako. Se vidiva v naslednjem triku. Lepo bodi. Čau!